YouTube je bila tako pri meni neka rešitev, nek hobi, nekam, kamor sem se zatekla, pač da sem imela nekaj svojega, da sem se lahko izražala. Kar je, se mi zdi skupno sploh tem, ko so veliko časa preživijo na družbenih omrežjih, je ena taka nizka samopodoba. V prvi epizodi iz serije tudi junaki in junakinje včasih poiščejo pomoč, ki jo v sklopu aktivnosti ob mesecu duševnega zdravja pripravljam z Mestno občino Ljubljana. V prvi epizodi gostim Niko Arčul, ustvarjalko vsebin in vplivnico, in Nušo Klepec, magistro psihologije, študentko transakcijske analize, svetovalko in strokovno delavko, ki prihaja iz nevladne organizacije Logout, ki se ukvarja oziroma je center pomoči pri prekomerni uporabi interneta, se pravi, se ukvarja s problematiko prekomerne uporabe in zasvojenosti z internetom, družabnimi omrežji. Ok, zdaj, kako bi jaz začela? Najprej, Nika, tebe bi prosila, če mogoče najprej poveš, da se predstaviš. Če te mogoče kdo ne pozna, kar sicer dvomim, ampak da malo povej o sebi, pa predvsem me zanima, če lahko noter malo vpleteš že tvojo izkušnjo oziroma tvojo zgodbo na področju duševnega zdravja. Hvala najprej za povabilo, Nina. Drugače pa ja, jaz sem v bistvu začela na YouTubu pri 15, tako da so bile vsebine take tipične 15-letniške, beauty guru, make-up, fashion, tako. In v bistvu takrat so se meni že začeli malo problemi z mentalnim zdravjem, tako konc osnovne šole se je začel z depresijo pa anksioznostjo, pa v bistvu zaradi nekih stresnih situacij v življenju sem imela v bistvu halucinacije. Tako da sem bila pol tudi v psihiatrični, v glavnem je bilo kar intense obdobje, začetek srednje šole. Ampak čez vse to sem pač delala še socialna omrežja, tako da ne vem, ko sem bila v psihiatrični, sem pa šla domov čez vikend, posnela video in šla nazaj. Tako da je bilo zelo specifično obdobje, ker niti težko se sploh poistovetim sama s sabo zdaj, ker je že 10 let od tega, pa moje življenje zdaj čisto drugačno, da tako sploh ko pomislim, da se je to med zgodilo, sem tako, ok. Another life, ja, drugo življenje, ne? Ja. Tako da ja, pa v bistvu po tem, ko sem prišla iz psihiatrične, sem si jaz obljubila, da pač nikoli več ne pridem nazaj, da bom naredila vse, kar lahko, da si pač spremenim življenje, pa grem na boljš. Tako da sem se res vrgla v to, pač sem vsem taka, da ko se nekaj odločam, nič ne stoji na poti, mislim, tudi če kaj stoji, nima veze, gremo čez zidove, čez vse. Tako da, ja, pa sem v bistvu čisto si spremenila življenje, pač hodila sem na terapije, tako vsak teden, ful sem delala doma vseh živih možnih terapij, karkoli sem najdla, sem sprobala in sem v bistvu v tem tudi najdla nek passion, ne vem, sem najdla inner child therapy, pa je bilo to tako, kako zanimivo, da bi vsem to povedala. In so se pol tudi s tem v bistvu moje vsebine začele spremenjati, ker pač me je to začelo toliko bolj zanimati. Tako da ja. Daj sem nekaj mi povej, ko si rekla, tako malo so upadali težave, ki si jih začela doživljati, zdaj mogoče se bom jaz, če sem, Nuša, ti me kar povej, če sem kaj narobe obesedila stvari. Ampak tako, težave, ki si jih začela opazovati pri sebi, zaradi katerih si šla potem tudi se zdraviti, pa uporaba teh družabnih omrežij, YouTube v tvojem primeru konkretno, je tako nekako, je se upadali, ni pa bilo to, tvoje težave niso bile zaradi tega, ne? Niso bile zaradi tega, v bistvu YouTube je bila tako pri meni neka rešitev, nek hobi, nekam, kamor sem se zatekla, pač da sem imela nekaj svojega, da sem se lahko izražala. Pa sem začela tudi to malo uporabljati zdaj, ko vidim na malo nezdrave načine, da je bila to neke vrste terapija, pa pol sem videla, da sem malo oversharala, pa me je bilo kasneje žal, ampak v glavnem, moja izkušnja je bila večinoma pozitivna s socialnimi omrežji, tako, mislim, zaradi tega imam življenje, ki ga imam zdaj in mi je tudi to omogočilo, da pač sem si ustvarila življenje, ki v bistvu mi pomaga, kar se tiče mojega mentalnega zdravja, ker pač imam veliko časa zase, lahko si vzamem čas, ki ga hočem. Tako da ja, jaz pač sploh YouTube je zame tako nek rešitelj bil.
Ne, zato mi je super, pa v bistvu mi je glih ta moment in to bomo danes tako malo prepletali v našem pogovoru, ker jaz se tle ful s tabo poistovetam, meni tudi družabno mrežja in internet mi predstavlja nek del življenja, seveda z vsemi mejami in vsem, kar enkrat v enem obdobju boljš postavljam, kdaj slabš, ne? Ampak najin svet rečeva, da se je odprl in razširil. Nuša, mi dva bova veliko govorila pa o tem, kaj se pa zgodi, ko se ti ta svet začne zapirati oziroma se zapreš ti med štiri stene, imaš občutek, da si družaben ali pa obdan z nekimi somišljeniki, pa v bistvu si sam in osamljen. Ampak Nuša, preden greva v to, daj mogoče ti povej še svojo pot, predstavi sebe, pa predstavi tudi logout, odkud prihajaš. No, jaz sem po izobrazbi psihologinja, drugače sem tudi študentka psihoterapije in v bistvu na logoutu delam kot svetovalka in strokovna delavka, kar v bistvu pomeni, da delam z družinami, delam z mladostniki, z mladimi odraslimi, ki pridejo k nam po pomoč iz različnih razlogov. Ali gre za to, da so v bistvu starši pri svojih otrocih ali pa mladostnikih opazili, da se pojavljajo neke škodljive posledice prekomerne uporabe zaslonov, ali sami pri sebi začnejo opažati, sploh recimo kakšni starejši mladostniki pa mladi odrasli, pogosto v bistvu se tudi sami odločajo za to, da pridejo k nam po pomoč. Tako da jaz delam individualna svetovanja, družinska svetovanja, izvajam, da je tudi kakšne preventivne delavnice pa izobraževanja recimo za strokovne delavce. Sem pa seveda tudi sama uporabnica spleta, tako kot smo vsi in v bistvu že zelo dolg časa vpletena, tako navdušena gamerka, že dolg časa vpletena v slovensko gaming skupnost, e-športno skupnost, tako da en del mojega dela je pa tudi to, da v bistvu delam z e-športniki in jih pripravljam na tekmovanja. Torej to so te, ki tekmovalno igrajo v videoigrah. Tako da v bistvu na kakršenkoli način pogledaš, je velik del mojega življenja v bistvu povezan s spletom, ali na tak ali pa na drugačen način. Ko sem se jaz pripravljala na ta pogovor z vama, Nuša, ti si mi dala nasvet, da naj pogledam raziskavo, ki so jo delali na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, safe.si in to v lanskem letu 2022. Sem par stvari bom potegnila zdaj ven iz te raziskave, bom tudi polinkala na zapis epizode, ne z namenom, da peljemo ta pogovor v smer, da je internet nekaj slabega in bežimo stran in tako, ampak jaz bi rada zapeljala, kako lahko vsi skupaj kot družba in kot posamezniki to malo bolj odgovorno uporabljamo. Zdaj, raziskava safe.si je potekala v začetku leta 2022 in je pokazala, da na počutje najstnikov, tako v osnovni kot v srednji šoli, najbolj negativno vplivajo situacije na internetu, kjer se počutijo izključene iz družbe vrstnikov ali pa so žrtve spletnega nasilja. Bomo o tem tudi malo govorili. Vpliv interneta je odvisen tudi od starosti. Velika razlika po starosti se pokaže na primer pri manku spanca zaradi uporabe interneta, tudi to bomo še govorili. In da je skoraj 3/4 vprašanih deklet v 9. razredu, se pravi v zadnjem razredu osnovne šole in v srednji šoli se primerja svojo samopodobo obraza in telesa s podobami na spletu. Ne? Zdaj, Nuša, ko pomisliš na svoje delo in na svetovanja, ki jih imaš z mladostniki, tistimi osnovnošolci in srednješolkami, osnovnošolkami, katere so tiste ključne stvari, ki jih opaziš, da se, ali pa dajmo reči temu trendi? Ja, vse ta v bistvu raziskava precej dobro odraža stanje, ki ga mi vidimo tudi na logoutu. Recimo, zelo veliko mladostnikov pride že s pridruženimi motnjami, se pravi, imajo že zraven v bistvu pridruženo diagnozo za anksioznost, za depresijo, veliko ADHD-ja in avtizma, tudi to. Kar se mi zdi skupno sploh tem, ko so veliko časa preživijo na družbenih omrežjih, je ena taka nizka samopodoba, veliko je ukvarjanja sami sabo. Mislim, mladostništvo je že itak zelo težko obdobje, ko se dogajajo telesne spremembe, hormonske spremembe. Mladostnikom je ful pomembno, kaj si drugi mislijo o njih, ali bojo sprejeti ali ne bojo sprejeti. In ko v bistvu na to eno zelo zahtevno razvojno obdobje, a ne zraven dodamo še uporabo družbenih omrežij, ki pa ta primerjanja še spodbuja in ne samo
samo, da se primerjajo z svojimi sošolci, prijateljicami in tako naprej, ampak se primerjajo z nekimi ideali, ki velikokrat niso resnično prikazani, to res zelo slabo vpliva na njihovo samopodobo. Pomanjkanje spanca, absolutno praktično vsak, ki pride, ima neurejen ali pa porušen spalni ritem, in to govorimo recimo pri srednješolcih, da spijo po 5-6 ur na noč, kar se potem seveda kaže v tem, da se slabo počutijo, da je večja možnost konfliktov, čustva, nihajo, vse vemo, kakšni smo, ko smo zaspani, ne moremo normalno funkcionirati, in pa težav s pozornostjo je ogromno. Zelo težko recimo zadržujejo pozornost, tudi pri nekaterih prav vidiš tudi tekom srečanja, da recimo moramo telefon fizično oddati nekam v nek poseben prostor, ker če ne je tudi med svetovanjem, tako mimogrede pogledajo, zelo veliko teh procesov je nezavednih, ampak je čist v bistvu že avtomatično, tako da imajo kar odkrenljivo pozornost. Zdaj to, kar je Nuša povedala, jaz se tako tudi malo prepoznam v tem, priznam. Sploh v zadnjem času lahko povem, da jaz sem malo v TikTok padla. Sicer ne kot uporabnica taka nalaga stvari, ampak ko spremlja. In hitro je pol ure, 1 ura, če ne več mimo, ker je res algoritem tak, ki ti naslednjem videu pokaže tazga, ki si ga glih kar gledal preveč časa, ali pa mogoče malo dlje kot prej. Kako ti, Nika, naprimer, pri sebi, glede na to, da je tvoje delo povezano tudi z internetom, tako kot moje, kako ti pri sebi upravljaš? Kaj si ugotovila, da tebi, naprimer, pomaga pri tem, da delaš neke meje? Zdaj, ker si omenila TikTok, jaz sem si mogla TikTok prepovedati, ker... Sama sebi? Ja, sama sebi prepovedati, ali pa zelo omejiti, zato ker je res pač scrollaš 5 minut, kar naenkrat mine 1 ura. Ampak se mi zdi, da imam jaz tukaj srečo, ker je moja služba online, da rabim počitek, takrat, kadar ne delam, in pol ta čas probam preživljati offline. Tako da se mi zdi, da mi to dejansko pomaga, ker vseeno rabim malo work-life balance in glede na to, da čim grem na Instagram, že avtomatsko grem v business mode, pač mogoče bi lahko to naredila, pa to idejo, pa tretjo, in kdaj sem polovno prav, dosti imam tega, ne da se mi več sploh gledati, tako da grem pol raje, ne vem, pred knjigo. Ampak to je res. Jaz tudi na TikToku zdaj opažam, da si, naprimer, ko vem, kaj imam za ene projekte, ki jih načrtujem, in pol vidim kakšno idejo in tako, in imam občutek zdaj sem jaz v bistvu tukaj na TikToku, v bistvu to rabim, to je zdaj biznis, to zdaj tukaj delam, v bistvu delam, to je delo zdaj, tako da se mal. Ampak Nuša, ti si prej si mi omenila, ko govorimo eno je prekomerna uporaba, eno je pa zasvojenost. Kakšna je razlika? Ja, tako nekako mi ločujemo v bistvu na logoutu, zato ker mogoče včasih obstaja napačna predstava, ali si zasvojen ali pa nisi, ne obstaja pa nič vmes. Medtem ko res veliko ljudi, tudi odraslih, se znajde v bistvu v tej vmesni stopnji, ki je prekomerna uporaba. To pomeni, da sicer posameznikova področja v življenju, kot je recimo šola, služba, socialni odnosi, spanje in tako naprej, še nekako stojijo, so pa v bistvu začele naprave, ali je to računalnik ali je to telefon, že posegati v ta druga področja. Se pravi, oseba recimo, če dalje več časa preživlja na telefonu, na računalniku, pred televizijo, in zaradi tega malo premalo spi, pa mogoče kdaj spusti kakšno druženje v živo, pa mogoče malo premalo se giblje zaradi tega, pa začne kdaj v službi recimo uporabljati zaslone ali doma se začne to, kar si prej rekla, work-life balance malo podirati. In tukaj v bistvu govorimo lahko že o prekomerni uporabi, ki ima že tudi lahko negativne posledice. Pri zasvojenosti pa v bistvu se zgodi, da se ta področja potem res popolnoma sesujejo. Tukaj govorimo o mladostnikih, ki ne hodijo več v šolo, ki so izpadli iz šolskega sistema, ki ni nobene druge aktivnosti več, ko v bistvu je čas preživeti z računalnikom, ne vem, po 10-12 ur na dan. Pa to bi mogoče še omenila, da tukaj zdaj, ko malo tudi govorimo o delu, pa hkrati o tej prekomerni uporabi, zdaj, ko jaz govorim o prekomerni uporabi, o zasvojenosti, imam v mislih vsebine, ki so za zabavo, ki so prijetne in ki prinašajo ugodje, se pravi TikTok, YouTube, video igre, filmi, serije in tako naprej, ker to so te vsebine, ki zasvojijo. Seveda pa, ko si pa v bistvu pač je tvoje delo vezano na splet, je pa to spet eno drugo področje, ki je zelo, ga je potrebno balansirati, pa hkrati so pač
potem te vsebine, ko recimo ti ustvarjaš na YouTubu in tako naprej, gre za neke koristne, produktivne aktivnosti, ki se malo drugače, a ne vseeno obravnavajo, kakor pa, kadar mi konzumiramo te prijetne vsebine ves čas eno za drugo. Tle si omenila, se mi zdi še ena stvar pomembna za izpostaviti, da ko govorimo o uporabi teh tehnologij, to ni samo telefon, pa tablica, pa računalnik, ampak tudi televizija. Tudi televizija. Ja, to so ekrani. Ja, ekrani. In v bistvu tle imamo recimo veliko takih primerov, ko v bistvu starši veliko časa preživijo za televizijo, ko imajo pač kot družina neke take navade, medtem ko otroka pa obsojajo, če ta čas preživi na računalniku za videoigrami. Tako da pridemo do tega, da v bistvu neke navade cele družine in pa starši s svojim zgledom so zelo pomembni. Tako da ja, če nekdo po 10 ur na dan gleda televizijo, približno isto, če gleda YouTube. No, preden te vprašam, kaj se zgodi otroku, ki naprimer kot majhen že gleda veliko v ekrane, tudi če je to televizija, bom Nika tebe nekaj vprašala prej. Zdaj si omenila navade, ne? Kere so tiste, ki veliko ti govoriš, pa prej si omenila, ne? V nekih svojih navadah ali pa rutinah. Kere so tiste stvari, ki naprimer tebi pomagajo danes, ko imaš 10 let ukvarjanja sama s sabo malo bolj tako oprijemljivo, bolj kot marsikdo tako nek povprečen, rečemo, državljan ali pa državljanka, ko se toliko še si spoznala v tem času. Kere so tiste stvari, naprimer, ki tebi danes pomagajo, da bdiš nad tem svojim ravnotežjem v življenju? V bistvu imam jutranja rutina, je pri meni tako number one, pač brez tega ne gre in takrat si tudi dejansko prepovem socialno omrežje oziroma sploh telefon. Tako da prve 2 uri dneva pač preživim čist brez telefona, ker sem videla, kakšno razliko mi naredi v dnevu pa v fokusu, če pač grem že takoj, ko se zbudim na TikTok, pač čist drugačen dan. Tako da ja, v bistvu pišem pač zjutraj dnevnik, ne vem, gratitude journal, začela sem laufat, kar mi zelo ful pomaga. Bravo. Nikoli nisem mislila, da bom eden od teh ljudi. Ampak ja, ful mi pomaga mentalno. Ko sploh vidim pol razliko po teku, koliko se boljš počutam. Prav bed me, da zdaj govorim o tem, ker pač mi je bilo vedno tako cringe, ko sem poslušala ljudi, ti moraš iti laufat. Ampak ja, to je tako ena od stvari. Mislim, da vsakeč, ko me kdo vpraša, se mi zdi, da največja razlika pri meni je tako, pa ni to niti rutina, ampak te core beliefs, ki jih imam, ker se mi zdi, da ker se mi je to zgodilo pri toliko mladih letih, se nekako še zmer razvija, še mišljenje se ti še razvija in sem videla, ker sem se zelo tako deliberately odločila, zdaj si bom jaz zboljšala življenje in mi je pol dejansko to ratalo, koliko mi je dalo to neke samozavesti pa zaupanja sama vase, da pač karkoli se mi zgodi v življenju, da lahko jaz to shendlam. Tako da dejansko je to tako največja razlika, ki sem opazila pri sebi, in tako te rutine, morning routine, vse to pač mi ful pomaga in se mi zdi, da bi bila veliko slabše, če ne bi tega imela. Ampak dejansko sam, da imam to mišljenje in da ga nadaljujem, pač tako vse se zgodi z razlogom, kakor se to tako neumen sliši, mi dejansko to najbolj pomaga. Ti še hodiš na terapije? Ja, zdaj hodim na 2 tedna, enkrat na mesec, tako čisto odvisno. Tako po potrebi, ne? Po potrebi, ja. Mislim, tako feeling imam, da ne rabim več, kar je po moje red flag. Mislim, da ne rabim več. Ampak vidim pri sebi, da pač je fajn na vsake toliko malo dati ven vse. Čekiraš, ja. Ful mi je dobro to, kar si zdaj rekla, da v bistvu ta izkušnja, ki si jo imela pri zelo mladih letih, ki je kar težka bila, ne, da ti je v bistvu dala neko moč, da lahko premagaš marsikakšno stvar. Se pravi, da si obrnila to v nek tool, ki ti pomaga. Ne? Ja, pa tudi to, da sem dejansko tako grateful, da se mi je to zgodilo. Ja, vem, da ko greš čez kaj slabega, pa ti nekdo to reče, v vsakem slabem je nekaj dobrega, si tako, moj bog, pač ne rabim zdaj tega slišati, ampak dejansko pač moje življenje je čist drugačno, pač sploh se ne prepoznam. In mislim, da ne bi niti približno tako živela, kot živim zdaj, pa bila taka oseba, ki sem, če ne bi šla čez to. Tudi karijere verjetno ne bi imela iste. Pač dejansko moje življenje je
čist drugače. No, jaz imam ne sicer take zgodbe, kot ti, ki seveda ima vsako svojo, ampak jaz sem tudi imela 3-krat crash v življenju in sem šla na antidepresiv, sem tem tudi veliko govorila, bom polinkala epizode, lahko slišite celo zgodbo na to temo, ker se mi zdi prav, da se o tem pogovarjamo in ker imamo glih tudi junaki in junakinje včasih poiščejo pomoč, se mi zdi to ful dobro v tem, da jaz imam podoben občutek, ne, da sem dala marsikaj čez v življenju in ne vem, če mine dan ali pa dobro, teden, da ne bi vsaj enkrat na to pomislila in v bistvu se vrnem k tem izkušnjam kot nek način, premagala sem to, šla sem čez to, ni hudič, da ne bom zdaj tudi tega izziva. Ne? Pa ne, da so niso manjši ali pa kakorkoli, ampak se mi zdi fajn, da prepoznaš pri sebi teh stvari. Ti, ki si odraščala, še ni bilo družabnih omrežij, ko si bila stara, 5 let, pa to, ti malo kasneje prišlo. Ne? Ja, pol tako sred osnovne šole, da se je začel tako MSN, Facebook. Ja, to Facebook, Messenger, mogoče zamudil tisti največji val, v bistvu je prišel šele, ko smo bili konc srednje šole. Se vidi, ste tam tako malo z leti, No, jaz sem pred par dni nazaj, preden smo se tlele v Rogu dobile in snemamo tole epizodo, sem praznovala 15. obletnico svoje prisotnosti na Twitterju, naprimer, pa mislim, da je nekaj tazga tudi Facebook, pa pol vse ostalo, Zdaj pa tako, zakaj to omenjam, Nuša, zdaj to istočnica zate, Danes ni tako, Danes se v bistvu otroci rodijo v svet, ki ga zelo hitro zasedajo ti kanali, Jaz, naprimer, mojega nečaka, ki je 5 let star, opazujem in mi je fascinantno že, kako je pri enem letu pa pol tako intuitivno uporabljal, telefon je znal pa preklopiti na, ko smo videli, ker bo še med pandemijo, pa je na videoklicu preklopil, pa si dajo tiste emojije gor, pa mislim, crazy. Ampak zdaj, kaj me zanima, koliko časa otroci preživijo, predvsem v tem zgodnjem otroštvu, na ekranih, tudi risanke, kako to vpliva na njihov razvoj? Ja, mislim, zdaj, v bistvu, če se dotaknemo tega predšolskega obdobja, to je eno ful ranljivo obdobje, in že tukaj raziskave kažejo, da recimo preveč časa za zaslon, ali so to risanke, večinoma so v tem obdobju bolj risanke, ampak včasih tudi kakšne otroške igre že, da se ful povezujejo z primanjkljajem v govoru in v bistvu, da kasneje začnejo recimo otroci brati in tako te neke pismene sposobnosti. Drugače pa v bistvu možgani otrok in mladostnikov se še razvijajo in se razvijajo zelo dolgo, razvijajo se v bistvu možgani do 25-26 leta in so seveda pač v tem obdobju bolj občutljivi za vplive iz okolja in zato prej je otrok izpostavljen nekim zaslonom in če je to več časa, bolj se začnejo kazati lahko neke posledice. V bistvu se možgani strukturno drugače razvijajo. Recimo, sploh ta del tukaj spredi prefrontalni korteks se mu reče. Tukaj so shranjene zelo pomembne funkcije, kot recimo to, da jaz znam nadzorovati svoje impulze, da znam nekako se spoprijemati s svojimi čustvi, da znam predvidevati posledice, da znam tehtati recimo odločitve. Ta del možganov se začne tam pri 17. 18. letu šele razvijati. In otroci, mladostniki, ki so veliko časa za zasloni, v bistvu je ta del možganov, razvoj tega dela možganov v bistvu zaviran, upočasnjen. In tukaj pol pridemo do teh težav s koncentracijo, težav s spominjom, nekih čustvenih motenj pridruženih, nesposobnost regulacije in tako naprej. No, zdaj, ko si omenila, naprimer, to pisanje, pa to mi je bilo fascinantno, če sem ti zadnjič omenila, da moj 5-letni nečak ne zna še pisati, ampak zna pa svoje ime natipkati na telefon in poslati po mesiču. Ful mi je to fascinantno, tako pomislila nisem. Mislim, sploh, dojenčki se pač učijo preko modelnega učenja in opazujejo, kaj počnejo starši, kaj počnejo oči, kaj počne mami. In v bistvu vse te gibe, kot je vzeti telefon, nekaj pritiskati, tudi v bistvu daljinca, konec koncev zelo hitro se jih naučijo. Kar je mogoče še v tem obdobju pomembno, pa sicer to se tudi malo navezuje na vpliv staršev, ampak
zelo pomembno je v tem predšolskem obdobju, kar velikrat tudi vidimo zdaj, da počnejo starši, da pomirjajo otroke z zasloni. Greš na kavo in vidiš tam malčka na stolu z recimo tablico ali telefonom pred sabo, ali pa v restavraciji, zato da pač, ali pa recimo v čakalnici, se pravi takrat, ko bi naj otroka pomirila, da bi bil miren. Velikrat tudi uporabljajo za pomirjanje pri kakšnih neprijetnih opravilih, naprimer, ne vem, česanje, striženje nohtov in tako naprej. In s tem v bistvu mi otroku odvzamemo možnost učenja, soočanja s frustracijo, ker že pač tudi malčki se morajo naučiti soočiti z nekimi frustracijami, ki so pač za to starost, in to je pač za njih recimo česanje. In jih učimo, da v kasnejših obdobjih življenja v bistvu se oni pomirjajo z zaslonom. Se pravi, ko dobim v šoli slabo oceno, grem na YouTube. Ko se skregam s prijateljico, grem na TikTok ali pa na Snapchat. Ne vem, ko me fan zavrne, spet grem gledati serije. In v bistvu je to postane edini način, kako lahko neka svoja neprijetna čustva pomirjajo. In to je zelo nevarno. Ok, veš kaj, Nika, bom tebe nekaj vprašala, ko v bistvu čez tako, ko razmišljam, veš, jaz ne bi šla rada zdaj v to, da daš otroku telefon, ne vem, v restauraciji, ki te grdo gledajo iz vseh koncev, ne vem, če otroki okali kakorkoli. So situacije, jaz imam, na primer, sestro. Se zato zdaj to omenja. Jaz imam sestro, ki je, ne vem, samohranilka, jaz štekam, da včasih pač enostavno nima druge, in tudi to. Ampak govorimo o vzorcih. Točno to. Zdaj, tle bi se v bistvu naslonila na eno stvar, Nika, mene zanima, kako ti to delaš, ker jaz imam, na primer, tudi zelo podobno stvar, kot ti. Midve delava veliko stvari na spletu. Ti imaš svoje vsebine, ki jih pripravljaš, jaz imam podcast. Jaz imam konstantno nek ta prisoten stres potem, da moram ustvariti. Jaz vsak petek imam epizodo, zdaj še vsak torek. In je to pač neka taka stvar, sicer je to delo, normalno in tako naprej, neki deadline in tako, ampak je ta neka tenzija, neka včasih tudi frustracija in tako naprej. Ti imaš tudi, sicer ne vem, če si ti tako konkretno, da rečeš svoji skupnosti, vsak četrtek bo nov video na YouTube, nimaš tega, ne? Ne. Aha, ok. No, ampak a si imela včasih? Ja, včasih na začetku, ko sem začela, sem imela, ker sem se toliko fokusirala, da pač to raste in tako. Zdaj pa nimam več. Zdaj pa narediš kako? Zdaj pa, mislim, načeloma rada objavljam vsak teden na YouTube. Zdaj, če se kaj zgodi, da pač ne gre, da imam preveč drugih stvari, se probam, že ne se kirat. Tudi se mi zdi, da sem s časom videla, da pač na socialnih omrežjih sploh, če delaš tako lifestyle, recimo moj Instagram je tako, da pač šeram svoje življenje. Ni tako neka wow vsebina, kaj se bom naučila, ampak pač je tako za tiste, ki me spremljajo na YouTubeu, pa hoče videti malo bolj moje osebno življenje. In jaz vem, da ti kot tak influencer več kot deliš, pač boljši si v tem, več ljudi zanima, več hočejo vedeti, več imaš engagementa, followerjev in vse to, kar je pač itak dobro za biznis. Mislim, vsak, če pač je to tvoja kariera, moraš tako tudi razmišljati, pa se fokusirati na to. Ampak jaz sem v sebi ugotovila, da pač raj delim malo manj, pa tudi, če je to kompromis, da pač je manj engagementa, manj followerjev, raj naredim to, ker da se pa počutim, da delim preveč, da ne vem, nimam nekega osebnega življenja. Tako da se mi zdi, da šla sem čez velik ups and downs v karieri, kar se tiče tega odnosa, koliko deliti, kaj je meni preveč, in zato, ker sem na začetku toliko oversharala, sem zdaj tako, raj imam malo bolj striktne meje, pa pač se malo manj pojavljam, pa da vem, da se jaz dobro počutam, pa da pač se ne počutam, kada naga hodam po šopovi, ker tako sem se včasih, ne vem, ker jokala sem pač na YouTubeu, to je bila moja terapija, zdaj, ko gledam nazaj, sem tako, moj bog. Ampak takrat so se tudi ljudje toliko poistovetili s tem, pa smo se pa pogovarjali prek sporočila, da pač se tudi jaz nisem toliko sama počutila. Zdaj pa se mi zdi, da tudi, ker sem toliko naredila na sebi, tudi ne rabim več tega. Zunanjih potrditev, ne? Točno to. In vidim, tudi če pač je engagement malo nižji, raj imam jaz svoj peace of mind, pa da se jaz dobro počutam. Tako da sem ful odstranila te prešerje, da moram skozi objavljati pa to.
Tle si zdaj odprla eno ful dobro, še eno temo, ki bomo tudi še zdaj. Te se lahko v bistvu zdaj. Meni se zdi, jaz imam zelo podobno zgodbo, čeprav sem zelo kasneje v življenju prišla do teh spoznanj. Jaz sem imela tudi ta overshare zaradi neke nesigurnosti vse, pa ne? In nekega konstantnega preverjanja zunanje okolico, če so moje odločitve ali pa vedenje ali pa neki pravilne, ne? Ali pa všečne. In pa sem prišla pa do ene točke, tako kot ti, ne? Ker sem začela uživati v tem, da kakšne stvari so pa samo moje, ker rata je čist ful čarobne, če niso. Ne? In se mi zdi to ravno, se mi zdi, da to odgovorna uporaba vsazga bi mogla biti, ne? Vsazga uporabnika teh omrežij, ne samo vplivnežev, ki pa tukaj po eni strani, bom se tukaj dala zdaj zraven, imamo še eno zadevo, da se moramo te odgovornosti zavedati, ker nas toliko in toliko ljudi tudi spremlja konec koncev, ne? In se uči ali pa povzema kakšne stvari vzorca, ne Nuša? Ja. Sploh, ko spet imaš tle ranljive skupine, ne, mlajši pa mladostniki, ki pač se še ne znajo dobro odločati zase, ker se kritično mišljenje še razvija, ne. Oni pač nekdo, ki jim bo všeč, bojo zelo nekritično povzeli vse, kar ta oseba podaja, ne, ali ne glede na to, ali so ta sporočila mogoče dobra, slaba, mogoče oboje. Tako da definitivno, ja, ko si mogoče starejši uporabnik spleta, zanj mi je rekel en moj svetovanec, ki je zdaj v bistvu, koliko je star, nekje 22, pa ko je rekel, ko gleda za nazaj, rekel, jaz mislim, da bi splet mogli prepovedati za mlajše od 18 let. Okay. Se je tako dobro sliša. Ko v bistvu res čist drugače, ne, v tistem obdobju neke vsebine konzumiraš, kakor pa zdaj, ko pač je tudi že osebnost malo bolj razvita, ko se v bistvu neka prepričanja, tvoje stališča, vrednote bolj jasno izoblikujejo. Tako da ja, mladi se ful identificirajo z različnimi vplivneži. Tisti, ki jih prepoznajo, pač, ja, so to zdaj iz področja, ne vem, fitnessa, fantja, naprimer, ali pa avtomobilizma, ali pa gaminga, ne, konc koncev, no, vse tudi punce, ne. Prej, ko smo se pogovarjali, preden grem, da vplivneže nazaj, prej, ko smo se pogovarjali, preden smo začeli snemati, si rekla, da bi ful rada to problematiko primerjanja, ne. Kaj si ti opazila, ko si šla na kakšne te influencerske tripe ali pa dogodke? Ja, kaj si opazila? Marsikaj. Ja. Ne vem, pač prvo kot prvo, to se mi zdi, da jaz pač, ker sem ženska in sem imela izkušnje, ne vem, kot 16-letnica, da se pač primerjaš na Instagramu s popolnimi ženskami, ki nimajo nobenega mazola, nič ni narobe z njimi. In pol pač sem imela priložnost poznati te punce v živo in vse so fulušne in vse v redu, ampak pač je vse normalna ženska, pač vidiš, da je normalen človek, pač ni sfotoshopirana oblika in tako pol v bistvu vidiš, kaj se sklep primerjam, pač se večino tega ni realnost na koncu. Vsaj so influenceri, ki pač delajo druge vsebine, ki ni to point, ampak te punce, s katerimi se ponavadi 16-letnice primerjajo, so pač na Instagramu lepe, to je njihov pač glaven point socialnih omrežij, ne? In ko vidiš te punce v živo, si tako, ok, pač se lušno razumem, pač, da je to biznis, da pač moraš gledati najlepše, imeti najlepše obleke, whatever, ampak pol jih vidiš, pa si tako, pač navadna punca, ker če bi hodila po centru, bi mogoče bila tako, lušna punca, pa bi šla naprej, ne? Ja. Pa so, ne vem, to mogoče bolj fantje, ki followajo te uspešne moške, ki predavajo o tem, koliko so oni biznismeni. Aha, pa imajo zasebna letala pa to. Ja, zasebna letala. In pol jih spoznaš v živo in pač to so ljudje, ki, ne vem, najamejo private jet za 1 uro, ki tam samo stoji, ki sploh ne zleti, zato da se slikajo, da se snemajo, ne vem, zrihtajo si, da imajo zastonj v restauracijah teh fancy, pač tiste, ki jim to dovolijo kot sponzorstvo. V glavnem, veliko teh ljudi dejansko služi zelo malo, ampak pač zaradi followerjev imajo opcijo, da imajo take priložnosti, da grejo v tako restauracijo, pa grejo v take na private jete. Pol imaš tudi, ne vem, bila sem povabljena enkrat v Kapadokijo in je bilo ful nekih bolj Instagram influencerjev in tam so pač, ne vem, če poznaš, so tisti baloni. Baloni pa kuški pa to. Baloni, pač,
ful lepo zgleda, res je ful lepo, ampak takrat, ko smo bili mi, je bilo preveč vetra in ni bilo zraka nobenega balona. In pač so se vse tam slikali in pač jaz pridem tako na letalo, gledam tam malo te slike, kaj so objavili in pač povsod so baloni v zraku. Zato, kaj da fakt tam ni bilo nobenega balona. Pač. In ja, in pač fotoshopirajo in je toliko je takih stvari, kaj enkrat, ko si del te kulture, čudne, vidiš tako, nočem se primerjati s takimi ljudmi, ker pač veliko ni realnosti, veliko je tudi žalostno, ko vidiš dejansko punce, ko ne vem, so fulušne, misliš, koliko je ona samozavestna, pa tam se slikajo 2 uri pred, ne vem, enim stebrom, pa se photoshopirajo 1 uro, pač vidiš realno sliko tega, ki je doskrat žalostna. Mislim, ti se primerjaš, v bistvu z nekom imaš problem s primerjanjem, a v bistvu ima ta punca isti problem. Ja. Pa se primerja z drugimi puncami v tem influencer svetu, pa Se to je tudi pri nas, tako da, ne? A veš, to se tudi pri nas dogaja. Vse to, kar si naštela, tudi verjetno kakšni privatna letala, tudi ne vem, mogoče, ampak tudi to, ne, razni obiski, restauracij, hotelov in tako. Nič narobe do neke točke, ampak ja. Veš, kaj mi tle, Nuša, vi imate tudi z vplivneži delate, a ne? Kaj imajo težave, a ne? Ja, v bistvu, kontrasmer, ne? Ja, v bistvu mi smo en program oblikovali za vplivneže, streamerje, youtuberje, ker vemo, da je pač to poklic, ki prinaša veliko enih pritiskov in stresa in zdaj, a ne, kako komunicirati svojo publiko, kje iskati tisto ravnotežje med tem, kaj bi jaz objavljal, pa kaj v bistvu moja publika želi, a ne, kako se v bistvu čez čas moje vsebine spreminjajo in ali me bojo še spremljali naprej zaradi tega. Se pravi, nudimo s tem programom v bistvu eno priložnost, en prostor za pogovor tudi z ljudmi, ki v bistvu se z tega drugega vidika srečujejo, recimo, a ne, z neko tesnobo, stresom, pritiski v zvezi z ustvarjanjem svojih vsebin, z komunikacijo, tudi v bistvu, če so žrtve kakšnih negativnih komentarjev, trolanja in tako naprej, da se v bistvu imajo en prostor, kjer se o tem pogovarjamo, iščemo načine, kako ta oseba lahko pač vsem tem tudi zaščiti sebe in pač postavi sebe na prvo mesto. To se meni zdi ful pomembno, zato ker se mi zdi, da se v družbi ful pojavlja to zamah z roko, ti vplivneži brez veze, ne, po eni strani, čeprav na koncu je vsak od nas do neke točke je nek vplivnež v nekem okolju, ne. Druga stvar je pa ta, da v bistvu tukaj za sabo potegne resne stvari lahko, ne, od tega raznega kulture, cancel culture in podobnega, ali pa tega trolanja in napadov. In v bistvu tudi tega tako skupinskih napadov ne, se zgodijo, veš, naprimer imaš tudi primere, ko grejo ščititi nekoga in se postavijo v to, da grejo ne, cele vojske ljudi na nekoga, nekega posameznika. In se mi zdi pomembno, da se o teh stvarih pogovarjamo, ker na koncu tudi ljudje, ki ustvarjamo vsebine, ne, imamo tle en kup enih. Ja, seveda. In v bistvu pol včasih, a ne, pol tako se govori, pač pa ti influencerji slabo, kada pozabimo, da so oni tudi ljudje in imajo isto stiske in v bistvu isto se srečujejo z primerjanjem in z nekimi podobnimi situacijami, samo pač iz različne pozicije, tako da tukaj imaš vedno v bistvu, moraš z obeh strani pogledati, z obeh plati pogledati. Ja, mislim, da mi kot družba v bistvu se zelo, to, kar si prej se omenila, veš, če starši gledajo veliko v ekrane in potem obsojajo svoje otroke, ne, ali pa se kakorkoli, da preveč, ne, se mi zdi, da tukaj ta zgled, ne vem, vsi skupaj bi mogli v bistvu se srečujemo z eno stvarjo, ki je še dokaj nova, kakorkoli pogledamo 15 let plus, ne? Ampak to so neke stvari zelo nove, ki jih ne znamo uporabljati, ne? Če smo zelo iskreni, niti odrasli, kaj šele pol otroci, ne? Veš, kaj bi te vprašala in ta v bistvu ta vloga staršev, primarnega nekega okolja, šole, tudi konec koncev, ne, in širše, kje tukaj kje opaziš stvari, napake, ali pa mogoče stvari, ki bi bilo dobro na njih malo večkrat pomisliti? Ja, sej, v bistvu moram reči, da se mi zdi, da se v zadnjem času več o tem govori in da opažamo, recimo, da imamo tudi mi nalogo, da pride več staršev, ki pridejo tako malo preventivno preveriti. Mi bi, recimo, ne vem, svojemu otroku kupili telefon, kdaj je pravi čas za to, kako naj to storimo, kako naj te stvari omejimo. Ampak še zmer čim več ozaveščanja. No. Se mi zdi, da se zelo veliko bi dal narediti to,
ker so ta prva obdobja od malčkovega življenja tako zelo ključna, da bi se tle mogli zelo veliko delati na preventivi, recimo predšolsko obdobje, šola za starše, a ne? Tako da to. Pa ena stvar, ki jo starši velikrat delajo, je v bistvu to, da zato, ker ne razumejo in seveda ne poznajo tega okolja toliko in se ga posledično tudi velikrat bojijo, da ga obsojajo. Se pravi, da v bistvu zato, ker pač ne razumejo, kaj vidi njihov otrok, mladostnik na videoigrah na YouTubu in tako naprej. In pa rečejo, pa sej to je samo zapravljanje časa, spet si na teh igrah, to je brez veze in s tem v bistvu ful zgubljajo stik z svojim mladostnikom. Ful fajn stvar je, da v bistvu, če otrok, mladostnik ima neko navdušenje nad gledanjem YouTuba, igranjem videoiger, da se v bistvu starši poskušajo čim več o tem pogovarjati in se s tem seznaniti. Pa odigrajte z njim kakšno igro, poglejte, kaj igra, naj vam pokaže, naj vas premaga. To je čist en drug pristop do teh stvari, ker če imajo pa starši pa mladostniki dober odnos in se lahko o teh stvarih pogovarjajo, potem večja verjetnost, da tudi, če bo karkoli šlo narobe, če bo karkoli se zgodil, da bo mladostnik prišel povedati. Če pa mi v bistvu se res nekako drinjamo te teme na stran, se v bistvu otrok počuti nerazumljenega in ne bo z nami delil teh stvari in ne bo se z nami pogovarjal. Tako da, ja, pogovarjati se o tem je ful dobra preventiva. Čim več pogovorov, sprobati stvari, vedeti, kaj počnejo naši mladostniki, kjere družbene omrežja uporabljajo, kjere igre igrajo, kjere serije gledajo. In ne samo z vidika tega, da ga nadzoruješ in kontroliraš in mu daješ nekaj ne vem kaj. Ampak z vidika pristne radovednosti in zanimanja za nekaj, kar zanima tvojega otroka. Tudi, če mogoče pač tebe ne. Ker tudi sporočilo, v bistvu, ki ga damo otroku s tem, da nam on hoče nekaj recimo pokazati, pa mi v bistvu ne želimo ali pa ne damo sporočilo, da je to brez veze, damo tudi njemu sporočilo, da nam ni pomemben, da nam to, kar je njemu pomembno, nam ni pomembno. Pa mogoče, mislim, da si omenila tudi šole, v bistvu zelo veliko se da narediti tako v teh pač okoljih, kjer mladostniki se gibljajo. Recimo, če imajo šole neka pravila glede uporabe telefonov. Če bi prepovedali telefone na celi šoli, bi to v bistvu najlažje sprejeli mladostniki. Kakor pa, da se v bistvu, ne vem, eni se doma pregovarjajo, a bojo imeli telefon v šolo ali ne, a lahko imajo med poukom ali ne, da je to nekaj, kar je na malo bolj globalni ravni. Vse mladostniki bi pol to sprejeli, bi se že navadili. Problem je, ker pol nastajajo razlike. Eni lahko, eni ne, eni si ful želijo, drugim starši ne pustijo in pol pride do tega, kar si na začetku omenila, te skrbi, da bojo izločeni zaradi ene take stvari. V bistvu nek tak družben konsens širši bi mogli se malo o tem pogovarjati. Jaz sem učila, da se dostakrat pogovarjamo na teh mikro težavah, ne na neki... Gre za v bistvu družben problem, ki ga mi rešujemo na individualni ravni. Z vsakim posameznikom, z vsako družino, ki pride. Medtem, ko imaš pa na družbeni ravni fulejnih stvari, od zakonodaj do šolskega okolja, izobraževanj, do regulacij na konec koncev tega področja. To je tudi v drugi epizodi iz te serije, bomo tudi veliko se pogovarjali na to temo, kako v bistvu kot posamezniki bdimo lahko nad počutjem in kaj tukaj moramo kot družba delati. Ker sam posameznik na koncu, če živi v družbi, ki ima tako problematiko in se z njo ne loteva, težko. Zelo težko. Ful težko. To tudi recimo vidim, da včasih rečejo, pa jaz bi bila manj časa na telefonu, pa jaz bi bil manj časa na telefonu, sam če so vsi moji prijatelji toliko. Sam ti imaš že ogromno stvari v šoli, tudi zdaj kar na telefonih, če sem jaz prav razumela, pa raznih Viberih pa podobno. To je pa spet eno poglavje, ki se mi zdi, da predvsem zdaj po koncu epidemije, pa od koncu tega obdobja šolanja nadaljavo, da so ene stvari kar ostale, se pravi ful uporabe teh spletnih učilnic. Pa za ene stvari je praktično, ampak za kar vse gre prek tega, da morajo oddajati prek spletnih učilnic, da morajo v bistvu delati neke digitalne naloge. Ena stvar, ki recimo mi tudi je zelo nerazumljiva in se mi zdi zelo škodljiva za otroke, je to, da v bistvu
imajo urnike na spletni strani in pol v bistvu oni sproti javljajo nadomeščanja in navajajo otroke, da morajo vsako jutro pogledati na telefon ali pa na računalnik za to, da vidijo, če imajo kakšno nadomeščanje v šoli. Se pravi, Nika, tiste tvoje 2 uri brez telefona zjutraj, zdaj v šoli, naprimer, bi bile neizvedljive. Ne? Kar vsi priporočajo, da zjutraj in zvečer prej greš spat, vsaj uro, 2 prej ne gledaš v ekran. Ne? Ja. Tako da zelo kontradiktorno, v bistvu. Zanimivo, ne? Ja. In pa imajo starši problem doma, ker ne dovolijo zjutraj telefona, ampak moraš pogledati za urnik. Škaj, Nika, škaj sem te hotela vprašati, tvoja starša, ne? Kako ona gleda, a ona razume, kaj ti počneš? Oziroma, kako ima to razložiš? Mislim, jaz sem, ker sem začela, ni noben vedel. Jaz sem to delala čisto na skrivaj, ker sem vedela, da pač ne bi se strinjala s tem. In pol, ker so gotovili, so bili meni rekoče že, jaz sem tebe nehal kontrolirati, pa ne vem, kjerih letih, ker sem videl, da pač nekamor ne pele, da pač, kar se odločaš in to je to. In on mi je vedno rekel, jaz sem te pač vzgajal tako, da boš pametna punca in ti zaupam, kar se odločaš, kar se mi zdi zelo tako dobra vzgoja. Ampak ja, v bistvu oči, oba dva recimo, da razumeta, približen. Moj oči je Facebook influencer, njegov cel camera roll je tudi na Facebooku. Tako da se mi zdi, da on malo bolj razume. In ja, mislim, itak zdaj vidijo, da pač sem si ustvarila celo kariero prek tega, pač če jim kaj ni všeč, pa ne vem, kaj naj zdaj naredim. Nekaj se mi zdi, da doskrat starši, jaz tudi, ko sem povedala za podcast, pa da zdaj to pač v bistvu delam, sam to, ne, praktično tako jim nič ali pa babica, naprimer. Jaz vedno, ker razlagam komu, kaj delam ali pa kaj je moja služba, se ful postavim, ker moji babici razlagam, kaj delam, ne, ampak mi je tako zanimivo, ampak dobro, zdaj smo že rečemo odrasli koncev tudi, ne, pa je malo drugače, ampak naprimer, a veš, kaj zanimivo je, par tednov nazaj sem se pogovarjala z Galom, ki vodi redkobesedno kanal na Instagram, on je, mislim, da je 30 let star in je razlagal mi o tem, kako mladi fantje imajo problem v tej družbi, ker nimajo prostora. Mislim, da fantje so še malo bolj tle zgubljeni, zdaj mladi. Ne? Kaj mi je omenil je to, da mladi, ne, fantje in punce, iščejo tako naslednji bitcoin, ne? Neko bližnico do življenja, ki ga običajno vidijo, tako kot si ti prej rekla, pri teh vplivnežih, ki marsikakšen kaže stvari, ki niso realne, ne? Veliko njih. Ne? Kako v bistvu, koliko ti to vidiš, naprimer, Nuša, pri tvojem delu? Naprimer, kad ti srečaš enega gamerja, ne? Ali pa ja. No, jaz bom gamer, jaz ne rabim več hoditi v šolo, ker bom youtuber, ker bom streamer, ker bom pač s kriptovalutami zaslužil. Ful je tega enega blišča in idej, kako lahko življenje izgleda in kako hitro pride do nekih preprostih zaslužkov. Nimajo pa seveda tega zavedanja, kaj v bistvu vse to potegne za sabo, kaj pač koliko enega truda, koliko enega časa je recimo za tem vloženega. Zato, da nekdo je uspešen youtuber, je verjetno, ne vem, 5-6 let vlagal ali pa še več, preden je dejansko nekako dobil neko večjo publiko. In to so stvari, ki se jih v bistvu mladi ne zavedajo, kar je seveda logično, pač ni, ne. In v bistvu jaz se ful probam tako z njimi pogovarjati o tem, kot da je to ena realna možnost, zato ker če ne jih, ne vem, mogoče pa bo lahko profesionalni igralec, mogoče bo pa lahko uspešen streamer. Saj vemo, da so poklici, ki pač, mislim, da so zdaj taki poklici in da lahko je nekdo uspešen youtuber, streamer in tako naprej. Ampak grem bolj raziskovati, zakaj mu je to pomembno, kaj bi si želel, kako si on to predstavlja in pa seveda potem, če uspe, da naredimo en zelo konkreten načrt, koliko časa na dan recimo ti vlagaš v to, da pač, ne vem, treniraš igro ali da, ne vem, gledaš ali pa pripravljaš neke YouTube videe, montiraš in tako naprej, ampak šola pa definitivno mora pač ostati, zato ker ne moreš se zanašati, da ti bo s tem uspelo. Se pravi, v bistvu to jemljamo kot zaradi plana B, rabaš tudi pač nujno nadaljevati šolanje. Vsaj do konca srednje šole, da se jih spravi. Tako da je pa tega veliko. Odklanjanje šole, te ideje, da v bistvu
za šolskim sistemom itak ne dobiš dobre službe, da je to itak brez veze, da v bistvu je to enih drugih poklicov, za katere ne rabiš šole, je ful močna in zelo veliko imamo teh otrok, ki nočejo hoditi v šolo. A ste že zasledili zdaj po pandemiji ta občutek staršev tudi, da šola ni več najbolj pomembna? Ker to sem zdaj jaz začela opažati in slišam, ko poslušam te podcaste tuje, Anglija, Amerika, ful že poročajo o tem, da zdaj tudi starši ugotavljajo, da to pač ni več, ne? Ja, mislim, se dogajajo primeri, ko recimo pride družina in povejo starši, da pač otrok ne hodi v šolo in da je pač doma in sem tako, ok, kaj pa ste naredili v zvezi s tem, a hodi kam drugam, a se ga pač spodbuja, da bi šel nazaj, ki je obravnavan. Ja, pač ne hodi. Ni to kar sprejemljivo za njih. Recimo, ne vem, osnovna šola, srednja šola. Ne. Ampak, daj to, kad jih vprašaš, naprimer, zakaj mi je pomembno. A veš ti, naprimer, kaj ponavadi izpostavlja, to me fulfira, kad smatram? Ja, zato, ker zdaj recimo za igre, ker bi rad bil dober, ker bi rad bil najboljši, ker bi rad bil boljši od ostalih, ali pa ker bi rad dobro zaslužil, ali pa ker bi rad bil znan, slaven. To so te. Veš, kaj mi je zanimivo, kad ta občutek neke lahkotnosti, tega enostavnega, da enostavno prideš do tega skupnosti, naprimer, kak je perfect storm, ja. Veš, kad prej je bilo recimo mogoče bolj appealing, da si nek zvezdnik v Hollywoodu, ampak zato dejansko vsi vemo, koliko je težko do tega prideti, pa rabiš zelo specifičen talent, ne vem, da znaš dobro igrati, da znaš dobro peti. Zdaj kot influencer ti lahko kažeš realno samo svoj dan, a ne, pa te lahko followa toliko enih ljudi. Zdaj itak tu zdaj zaradi TikToka se vidi, koliko lahko hiter nekdo uspe in je tudi ta del to appealing, plus da vidijo, da dejansko ne rabiš kao nobenega specifičnega talenta, da si lahko uspešen v tem, kar itak ni res, ampak so ti talenti bolj broad, ker ti ne vem, če si dober v igrcah, misliš mogoče avtomatsko, a bom dober streamer, pa bom živel od tega, ne, zdaj to ni res. Ampak kaj sem hotela tukaj reči, da jaz v bistvu gledam te znane, a veš, naprimer, ne vem, Mr. Beast ali pa Nika, tudi ti imaš to, jaz o tem govorim, da v bistvu povejo, koliko so vložili v to. Zelo tako znajo transparentno govoriti o tem, ali se ne strinjaš? Se strinjam, ampak mislim, da ljudje reagirajo, sploh mladi, tako... Slišijo tisto, kar pač hočejo slišati, oziroma vzamejo tisti del, ki ga hočejo videti. Ker meni se zdi vsem tako, da, dobro, se jaz imam nek svoj mehurček, priznam, ne, da tiste stvari, ko vidim, naprimer, ljudi, ki jih jaz spremljam, imam občutek, da vložijo veliko v neko stvar, ki jo danes imajo, ali pa ki jo jaz opazim, da je del njihovega ekosistema. Ne. Se mi zdi, da ni tako, da bi zdaj, a veš, to prej, ko smo se pogovarjali v njih balonih, tega je ful veliko, pa se naserjaš, po domač povem, še jaz se, pa tudi to spremljam, pa vidim, ne, ampak je pa vsem tudi ta kultura tega, da si transparenten, pristen, avtentičen, karkoli se temu reče, ne, se mi zdi, da tudi to vsem nekako se komunicira. Problem je samo, če ti recimo v videu poveš, koliko vam danes dela, koliko moram tega narediti. Kot influencer je reakcija avtomatsko, kva ti veš, kaj je del. Kar jaz razumem, pač ti vidiš samo končni produkt, ti vidiš samo, kako se jaz snemam čez dan. Pač jaz bi tudi mislila, kaj ti govoriš, koliko imaš dela, koliko je težka tvoja služba, ampak ker noče tudi slišati, v bistvu se mi zdi, so youtuberi, ki govorijo o tem, pa je pol so reakcije, tako kaj ti, nikoli nisi imel normalne službe, ne veš, kaj pomeni del. Ne moreš zmagati, ampak se mi pa zdi, da je pomembno, da se proba pokazati tudi ta drugi del, ta težji del, ne vem, da ta realnost, pač, koliko je truda zadaj, koliko je enega časa, da nimamo vsi vedno dobrih dni, da pač, se nam kdaj tudi kaj zalom, da kdaj kaj zafejlamo, to v bistvu, da se vse mal lovi ta balans, je pa res, da na konec konca vsak bo vzel tist del, ki bo ga hotel, videti. Koliko časa ti kakšen video poprečno, koliko časa ti vzame? Če rečemo, da imaš enkrat na teden, ker jaz sem, naprimer, kar jaz niko gledam, jaz to ever ne bi mogla. Meni se zdi to tok dela. Dobro, sej verjamem, da se pol sfriziraš, pa to pa ti gre hitreje normalno, ker imaš pač izkušnje in hitreje narediš, ampak jaz si predstavljam, da to ful veliko dela. Ja, jaz si rabim vzeti 2-3 dni,
da pač naredim cel video. Zdaj je odvisno od videa, ne, kdaj imam tudi kakšen, ne vem, challenge, kad delam en teden nekaj, pa vsak dan snemam, pa je pol pač malo več dela. Ampak ja, kle so pol pač, to je samo, da narediš video, pol je kle cel biznis del vzadej. No, vse, ja. Se pa se že na delovniku, ne? Ja. Na tedniku. Točno to, ja. Tako da, pa se mi zdi tudi pomembno, da vsi se lahko poistovetimo s tem, koliko je enih problemov, s katerimi se soočamo kot samo uporabnik socialnih omrežij, tudi če nisi influencer. In dejansko, jaz sem to doživela, ker sem toliko mlada začela, ne vem, pri 16, takrat, ko sem se jaz primerjala z vsemi, pa je bila moja samozavest pač podan, da dejansko ti kot influencer so vsi te problemi samo potencirani, ker pač ti dejansko, če je tvoja karijera odvisna od tega, koliko si ti drugim zanimiv, itak, da to je tak pressure, sploh če se še ne poznaš, če nimaš samozavesti in se mi zdi, da tega ljudje tukaj ne razumejo, pa bi mogoče s tem, da pač se ti tudi doživljaš te probleme, ampak so pač samo kot uporabnik, ne kot delo, si lahko mogoče pol lažje predstavljaš, koliko je to nek pressure, kaj je to dejansko, ne vem, razlog, da lahko ješ, pa si plačuješ stanovanje, ne? Ja. Zdaj, ne bom rekla, če bi imeli čarobno palčko. Meni se zdi tako, no, ena stvar, ki se mi zdi, ko se z vama pogovarjam, ta širša problematika, ne, razumevanja tega. Se mi zdi, da se tako zelo dela neke take posplošene, hitre, hipne, neke izvlečke iz tega, a veš, ful si preveč na internetu, to ni v redu, kaj pa misliš, da si, ali pa, kaj je to služba, ali kaj, ne. Se mi zdi tako, da se ful nekako posplošuje, generalizirati neke stvari, ki niso v bistvu, ki so bistveno kompleksnejše in grejo širše v pore, ne. No, še ne vem, če bi tako lahko, ne, da bi zdaj, naprimer, eden, ki vodi cel svet, ne vem, whatever, tebe poslušal, pa bi rekla, to je treba narediti, ne. Na tvojemu področju, kaj misliš, da bi tisto, kar bi res lahko pomagalo družbi in posledično posameznikom, staršem, otrokom, mladostnikom? Mislim, da je nujno, da se v bistvu začne v zvezi s tem postavljati neka zakonodaja oziroma regulacija trga. Se mi smo recimo dali že tudi pobudo, ki gre po vzoru enih drugih držav, mislim, da Francije, Nemčije mogoče, da recimo, ko je pač ko influencer pa neka oseba ali svojo sliko obdela ali pa je v bistvu v objavi gre za neko oglaševanje, da je to pač jasno recimo nekje napisano. Tako da te regulacije zelo veliko odgovornosti v bistvu nosijo tudi sami razvijalci aplikacij, ki bi lahko ogromno naredili na tem, da bi ljudje manj uporabljali, da vsebine v bistvu ne bi bile toliko zasvojljive, v tem, da bi recimo te, ne vem, aplikacija opozarjala, da si vzameš odmor ali pa se kar zaklenila po določenem času. Se pravi, da bi v bistvu razvijalci šli v to bolj družbeno odgovorno razvijanje aplikacij. To se mi zdi ful v bistvu... Ampak to je zelo utopično. Ja, ne veš kaj, meni se to zdi zelo smiselno pa zelo dobro, ampak je tle ena stvar, ki jo tudi opažamo, ne, naprimer podjetja, ki so lastniki družabnih omrežij, tukaj mislim predvsem Meto pa Twitter, naprimer, ne, TikTok je še malo posebej zraven, ker je čisto iz enega drugega okolja, ki je prišel, ne, ampak da dejansko so tudi zdaj v zadnjem času, ko so se zgodila velika odpuščanja v tem tehno svetu, so prvo odpustili točno ljudi, ki bdijo nad lažnimi novicami, nad neko to odgovornostjo, če ne drugega, vsaj v angleškem jeziku, ne. In se mi zdi, so tako kolektivno odstopili od odgovornosti do uporabe tega, ne. A veš, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da je toliko manjka tega na regulaciji samih držav, oziroma, ne. Tako je, da v bistvu... Pa mogoče tukaj Evropska unija še malo bolj kot kjerkoli drugje, ne. Tako da to je ena stvar in težko je pa pričakovati regulacijo ali pa neko odgovornost, omejevanje posameznikov tudi na koncu. Ali pa naprimer otrok, da se bo zavedala, ne, mislim, ali pa staršev konec koncev. Se mi zdi, to je kar tako, koliko je, to te bom še vprašala, Nuša, za na konc, koliko misliš, da je povezano družabna omrežja, internet, gaming, streamerji, koliko je to povezano z duševnim zdravjem? Kako bi ti to ocenila? Kako močna povezava je med tema dvema stvarema? Zelo močna. Ampak ni v bistvu vzročna, ampak je ciklična. Se pravi, velikrat
lahko uporaba zaslonov, preživljanje časa na spletu in tako naprej potencira neke stiske, ki so že bile v posamezniku. A ne? In ker je večja stiska, se posameznik pomirja spet z temi vsebinami. A ne? In v bistvu smo v enem takem začaranem krogu. Tako da ne samo to, da v bistvu zasloni ali pa velika uporaba družbenih omrežij in konzumacija teh vsebin lahko povzroča neke stiske, lahko v bistvu vpliva na poslabšanje depresije, tesnobe in tako naprej, so tudi zasloni en način spoprijemanja ali pa samozdravljanja teh stisk, ki jih pač mladostnik doživlja, tako kot si tudi ti. Aha, tako kot Nika prej, kot si ti. Zelo ciklično. Kar v bistvu se na koncu, kot si ti Nika omenila, v nekem svetu, kjer se to poklopi, to, ko se je pri meni tudi, naprimer, so to lahko stvari, ki ti res dejansko pomagajo. Tako da so plusi, so minusi. Mogoče tudi to, recimo te virtualne skupnosti, ki se oblikujejo na spletu, imajo lahko ful enih pozitivnih učinkov za posameznika. Zelo veliko potreb se tam zadovoljuje. Recimo mladostniki, ki težko v živo spostavljajo kakšne kontakte, lahko na spletu najdejo v bistvu odnose, ki so res pristni. Ker zdaj v današnji dobi v bistvu ta neka razmejitev digitalno dejansko je več ni. To je vse svet združen v enem, digitalno in pač resnično vse v enem svetu združeno in so lahko ene skupnosti, ki so zelo v redu, zelo varne, zelo podpirajoče za posameznika. Tle ena stvar, pa tudi Nika, mogoče za tebe. Ker v bistvu vsak od nas v vsakem odnosu igra neko vlogo. A si ti hčerka, si mama, si sestra, si vplivnica, si svetovalka, psihologinja, a veš, podcasterka. Se pravi, koliko, naprimer, je to zavedanje med mladimi, pa Nika tudi mogoče ti, da, veš, ta pristnost, ki je skozi, veš, da si ti pristen, pa to, po drugi strani pa, koliko mladi to dojemajo to kritičnost, da oni, ko uporabljajo neki, karkoli počnejo. Vem, da si mi omenila, zakaj zdaj sem se spomnila, ker si mi omenila, da mladi uporabljajo Tinder, da to razloži. A si to slišala? Da plis to razloži. Ja, okay. En trend se je pojavil zdaj v zadnjem letu na recimo srednjih šolah in sicer tako, da se naredi en profil na Instagramu z imenom recimo ime šole Tinder. In potem je tam link do ene spletne strani, kjer v bistvu ti lahko anonimno zastavljaš vprašanja, komentarje in tako naprej. In pol, se pravi, učenci te šole preko tega linka pišejo komentarje, ki so lahko od tega, a je Petra samska, kakšno dobro ritma, ta pa ta. Do zelo še bolj ekstremnih, ne vem, grozna je, kakšna je, a ste jo videli, tudi imensko izpostavljanje. No in potem v bistvu se naredijo screenshoti teh vprašanj, komentarjev in se pač objavljajo na Instagramu. To je v bistvu, mislim, lani, ko sem hodila po delavnicah oziroma letos, pa smo se pogovarjali, pa sem vprašala, vsaka šola je imela to. In v enih primerih je šlo toliko daleč, da smo v bistvu pol mi tudi prišli izvajati delavnice na to temo, ker so šle stvari tako daleč, da so bile grožnje izrečene anonimno preko tega zelo žaljivi do nekaterih sošolk in tako sošolcev tudi. Ja, ker ta nekritičnost, eno je to, kar se tiče pri konzumiranju oziroma jemanju vsebine, ki jo naprimer vplivneži delamo in vsi ostali. Eno je pa tisto, kaj ti gor daješ, se pravi, ko si ti v bistvu vpliv, To je nekako nekaj, kar jih mi recimo na teh delavnicah skušamo malo spodbuditi, da malo kritično tudi gledajo na stvari, ki jih oni počnejo na spletu. Velikokrat je reakcija, pa to je sam na spletu, pa se meni vse, če me kdo napiše negativen komentar, ker to je tak sam na spletu. In posledično argumentirajo, da tudi če oni napišejo negativen komentar. Tako da ta kritično presojanje se itak mladostništvo šele razvija in je značilen zelo egocentrizem in je značilno to, da še ne znajo, da niso zmožni toliko biti empatični, tako da tukaj jih je v bistvu treba nekako s pogovorom, z vprašanji, z primeri malo spodbuditi k temu. Kako bi bilo tebi ali pa kako je, da se to zgodi tvoji sestri, tvoji prijateljci, Ne, ker tle si prej rekel, da v bistvu to je en svet ratu, ampak v bistvu v takih primerih pa v bistvu ni, ga še vedno ful ločujejo. Tako, kot naprimer si rečemo, sej, ko si ti, ne vem, za nekim anonimnim profilom, ne vem, na Twitterju, ki je zelo tak primer omrežja, ki spodbuja bolj si negativen, pa pacak
bolj sicar ali kaj. A veš kaj, to se pa ti z imenom in priimkom na ulici pa ne bi nikoli upal. Ampak jaz ne vem, če je to res. Ker je vedno več tega prehoda in te agresije tudi v realno življenje. A bi še kaj dodali? A smo kaj spustili? Ker pa imam pa še eno vprašanje za vaju na koncu. Izvoli. Če bi... Kakšen je od obeh, me zanima, en korak, ki vama pomaga, da se boljš počutite? Pa mogoče Nika tebi. Lahko sta tudi dva. V bistvu to, kar sem že prej omenila, moja jutranja rutina pa trenutno tek. Tako da sta nek healthy escape zame, pa mogoče ni escape dobra beseda, ampak ker se mi zdi, da socialna omrežja, ne vem, si slabe vole, najbolj simpel stvar, ki lahko narediš, je, da odpreš Instagram, odpreš TikTok in se s tem zamotaš za kakorkoli časa hočeš. In se mi zdi, da je to spet nek perfect storm, da je toliko problemov s socialnimi omrežji, sploh pri mladih, ker pač, ne vem, jaz, ko sem bila 16 let stara, nisem, ali pa mogoče še malo prej, nisem razmišljala o tem, kaj bom jaz danes naredila, da se bom jaz boljš počutila, kjer rutine bom imela. In itak najlažje, kaj je bilo, je, ali da sem se, ne vem, dobila s prijateljco, ali pa še lažje, če ni imela časa, ne vem kaj, pač odpreš, ne vem, Instagram, YouTube, tako da res sploh ni čuden, da je toliko problemov, kar se tiče socialnih omrežij, sploh pri mladih, ker vsem, ki si starejši, začneš bolj razmišljati o tej smeri, kjer rutine bom imela, da se bom bolj počutila, ne vem, kaj vpliva name, kot, ne vem, da mi spodbuja neko slabo samopodobo. Ne vem, komu sledim, komu ne. Točno to, in ti lahko na Instagramu, na YouTubeu lahko ful stvari narediš, da si ustvariš nek malo bolj prijeten prostor na svojem feedu, kjerkoli pač si, ampak jaz verjamem, da mladi pač sploh ne razmišljajo v tej smeri. On hoče videti, kaj je najbolj popularno, ne vem, čem se govori. Da bo imel zdaj prime drink in bo pač s tem sliko in bo imel s prijatelji. In jaz to čisto razumem, ker sem bila jaz isto 14 let stara, pa sem imela take fore, tako da ne vem, se mi zdi ful zakompliciran problem za rešiti. No, moje pa, recimo, ena povezana z zasloni je to, da probam 1 uro pred spanjem res ne uporabljati zaslona. Prav večerna rutina. Pa probam brati ali pa kako drugo pomirjujočo aktivnost. Druga stvar je pa res fizična aktivnost. Tudi meni to toliko prepuca glavo. Sploh pri vseh teh caseih, ki se mi zdi, da včasih kar nosimo domov, ni tako, da prideš službe pa pol kar odmisliš, ampak so kakšne zgodbe, ki jih kar neseš sabo domov, tako da je to res en tak filter, da se te stvari malo spucajo. Ja, najlepša hvala obema. Jaz vama želim čim več kakovostno preživetega časa na ekranih, predvsem pa ful kakovostnega časa izven ekranov. Hvala, enako.